Dragi bratje duhovniki, dragi ministrantje, pevci, vsi dragi bratje in sestre romani, praznujemo z veliko hvaležnostjo, praznujemo rojstni dan Božje služabnice Magdalene Gornik. In ko sem razmišljal o našem srečanju in o vsebini, o kateri bi bilo primerno premišljevati, me je prešinilo vprašanje, koliko izmed vas, ki ste se danes zbrali tukaj, je v svojem življenju že slišalo, morda ste tudi sami rekli, da ima rojstni dan vsak taliček. Neporedko smo v neki napačni pobožnosti uporabljali to misel. Češ, da je za kristjana pomemben krstni dan in vse tisto, kar je povezano z Bogom, kot da vse to, kar je povezano zgolj z življenjem, ne šteje zares. Ob takšnem razmišljanju nam najbrž nikoli prišlo na misel, zakaj potem obhajamo Božič. Potem bi bilo primerno Božič črtati iz našega koledarja. Zakaj obhajamo mali šmarn? Praznik Jezusovega rojstva, praznik Marijinega rojstva. Kajti na koncu koncev, dragi bratje in sestre, ko se danes zahvaljujemo Bogu za življenje Magdalene Gornik in vsega tistega, kar je v svojem življenju v pokorščini Bogu, v izročenosti Božje volji podarila ljudem svojega časa in podarja ljudem današnjega časa. Vse to se je moglo zgoditi zato, ker je bila rojena. Noben svetnik ni naredil nobenega čudeža, noben svetnik ni doživljal mističnih doživetij, noben svetnik ni vodil duš, če ni bil najprej rojen. Vsak je bil najprej rojen. Rojstvo kot veliki Božji dar in po drugi strani vsakega, da je rojen, mora nekdo sprejeti. Mora nekdo zaželeti dobrodošlico, mu ponuditi svoje roke in svoje prsi, da začuti, da je zaželen na tem svetu in da mora na tem svetu preživeti. Zato je prav, da se tudi mi večkrat s hvaležnostjo ozremo na svoje rojstvo, ampak vedno tudi pod vidikom možnosti, ki nam jih ravno ta resničnost, ki mi jih moje rojstvo ponuja. In zato smo danes tudi hvaležni Magdalini in staršem, mami in očetu, ki sta sprejeli tega otroka in dala vse, kar je bilo mogoče, kar sta mogla, zato, da je mogla zrasti v tako čudovit zgled povezanosti z Bogom. Danes je gotovo še posebej pomembno, da v sebi oblikujemo pravi odnos do rojstva vsakega človeka, ker vemo, da ni samo po sebi umevno, da bo tisti, ki je spočet, tudi v resnici prišel v naročje in bo slišal mamin glas in očetovo besedo. Ponovno bomo morali premisliti svetost človeka,
svetost vsakega človeka, svetost vsakega rojstva. Kajti vsakega, ki mu prepričimo, da bi bil rojen, takrat vedno zagrešimo proti svetosti človeka, proti svetosti življenja. Kaj nam potem danes Magdalena še sporoča? Magdalena je o tej zvestobi Božji volji, in Božja volja je velikokrat presenetljiva, jo moramo pa vedno razumeti tako, kako nam jo Bog razumeva. Če začnemo Božjo voljo razumevati po svoji pameti, se nam zatakne. In začnemo obsojati Boga. Pravzaprav začnemo razmišljati, da morda ni ljubezen. Kar pa je protislovje s tisto čudovito Janezovo besedo iz njegovega pisma, Bog je ljubezen. Ta Božja volja v Magdaleninem življenju se je izražala tudi skozi njeno trpljenje. In ravno sedaj lahko poslušamo, ne vem, kako vi sami to doživljate, kako sami to čutite, o tem razmišljate, o tem, katero življenje je vredno življenje in katero življenje je postalo nevredno življenja. Katero življenje se je spremenilo v trpljenje in trpljenje pa nima smisla. In zato je bolje takšno življenje končati. A si predstavljate, da bi po 2-3 letih Magdalenine ohromelosti v adventu leta 1847 je hudo zbolela, kmalu po prvo obhajilo. 12-letni otrok. Postala hroma, praktično privezana na posteljo do leta 1855. Skrbeti so morali zanjo in trpela je. Ja, bolelo jo je, bolelo. Ali je bilo to njeno življenje še vredno življenja? Po današnjih sloganih, po temu, kar danes brni v zraku, brni okoli nas in moramo z veliko pozornostjo vedno znova preverjati svoje misli in svoje srce, ker bo v tem trenutku tudi nas odšla skušnjava, da bi rekli, sej ta pa res nima več smisla, da živi. To je pa preveč trpljenja, prehudo. In se bomo začeli nagibati v tisti smeri, ko nima smisla več življenje, ki je trpljenje. In pa je ena izmed teh, ki delajo propagando za ta zakon, rekla si, to je za kristjane. Muslimani razmišljajo čisto drugače. Spodbuda za vsakega izmed nas, sem rekel, ker ta skušnjava te lahko obide. Skušnjava bega iz trpljenja, skušnjava končanja trpljenja, bodi si svojega, bodi si nekoga drugega. In s tem skušnjava končanja odrešenja. Ne pozabimo, da je naš Gospod Jezus nesel križ na vrh Kalvarije. Ni odnehal pri prvem padcu. Ni obležal pri drugem padcu. Ni ostal na tleh pri tretjem padcu. Zakaj?
Pri prvem, pri drugem, pri tretjem padcu je beg iz te poti odrešenja. Odrešenje je na vrhu, pri zadnji postaji. V tisti molitvi Oče odpusti in vse ne vedo, kaj delajo. Pa verjamem, da mu je vmes prišlo na misel, ali ima kakšen smisel ostati in iti naprej. Ima, ker je odrešenje na vrhu. In če bi Magdalena Gornik ali nekdo v njeni okolici presodil, da to trpljenje, da njena ohromelost, vsa njena bolezen nima smisla, bi bili prikrajšani za njen zgled, za njena mistična doživetja, za njeno ustrajanje pred najsvetejšim, pred Gospodom Jezusom v presvetem grešnem zakramentu. In za toliko spodbud in svaril naj se spreobrnemo, naj zapustimo svoje grešno življenje in začnemo zares ljubiti Boga. Tako da se danes lahko, pa ne samo danes, prav v tem času, lahko priporočamo Božji služabnici Magdalene Gornik, da bi imeli pravi odnos do vsakega trpljenja, do svojega trpljenja in do trpljenja drugih. In da bi v tem odnosu vedno znova znali odkrivati odrešilno moč trpljenja. Kajti, ko trpljenje, ko križ, vzami svoj križ in hodi za menoj, pravi Jezus. Ko ta križ trpljenja pridružimo Jezusovemu trpljenju, to moje trpljenje začne z Jezusom odreševati svet. To je počela tudi Magdalena. In danes je izjemno pomembno, da premislimo in prečistimo svoj pogled na trpljenje. Druga stvar, ki nas je uči Magdalena Gornik, je povezana z obletnico, ki smo jo včeraj obhajali. Včeraj namreč, 18. julija, je minilo 700 let, odkar je bil v Opatiji Fossanova sveti Tomaž Akvinski razglašen za svetnika. 700 let. Tisti svetnik, ki je zapel tako čudovite speve najsvetejšemu zakramentu. Molim te ponižno, skriti Bog nebes, ki v podobi kruha tajno bivaš res. Vsi poznamo. In dovolite mi, da na nek način rečem pravzaprav nekaj nezaslišanega. Magdalena Gornik je naš Tomaž Akvinski v odnosu do Evharistije. Tomaž, ki se je nekoč, ko so ga vprašali, zakaj je najbolj hvaležen Bogu, Bogu zahvalil za to, da je razumel čisto vsako stran in čisto vsak stavek vsega, kar je prebral. Izjemen razum, izjemen intelekt. Ampak nazadnje se je pa zazrt v hostijo predajal Jezusu in rekel, samo zate sem živel. In v tem doživljanju Božje bližine, v najsvetejšem zakramentu, ga je obšla misel dobesedno, da je vse, kar je napisal, samo slava. Nekaj, s čimer se je igrala pamet.
slavi pa srce, ljubi srce, v odnosu je srce. In samo zate sem živel, Tomaž Akvinski. Naša Magdalena, Božja služabnica, je pa živela iz njega, dobesedno, živela iz njega. 47 let svojega življenja ni užila nobene hrane. Hostijo, ki jo je prinesel duhovnik, ali pa ki je bila podarjena kot mistično obhajilo, ko se je hostija materializirala iz Božje ljubezni. Božja ljubezen je močnejša, kakor vsaka snov, se je materializirala v njenih ustih. Iz njega je živela. In spodbujala tudi druge, naj živijo iz njega. Kako je to pomembno danes? Papež Frančišek lani napisal posebno spodbudo, v kateri je v začetku napisal Jezusove besede iz Janezovega evangelija. Na začetku poročila o zadnji večerji, kjer pravi: srčno sem želel to velikonočno jagnje jesti z vami. Magdalena je to razumela. Magdalena je to živela. Magdalena je vedela, da je vsaka sveta maša izpolnitev Jezusove srčne želje, da bi obhajal z nami, da bi bil z nami, da bi nas nasitil, da je bil naša jed, naša pijača. In Magdalena nam lahko pomaga v tem našem času, ko smo sposobni odhajati razmeroma daleč od globokega doživljanja te resničnosti svete maše, Jezusove navzočnosti med nami. Naj bi Magdalena lahko spodbuda in priprošnja, da bi ponovno odkrili veliki dar svete daritve. In da bi, ko razmišljamo, a bi šli ali ne bi šli, bi šel k maši ali bi šel morda kam drugam, šel danes k maši ali bom šel pa morda raje kdaj drugič, ko bo manj vroče, ko bo manj mrz, ko ne bo deževalo, ko bom imel čas, ko se mi bo ljubilo in še, bi lahko našteli. Da bi takrat v nas zazvenela ta Jezusova beseda: poslušaj človek, poslušaj kristjan, srčno želim to sveto daritev doživeti s teboj. To sveto mašo doživeti s teboj. Potem nam bo veliko lažje, če bomo čutili, da nas nekdo z velikim hrepenenjem pričakuje, vabi. In ob tem spoznanju bo raslo tudi naše hrepenenje po sveti daritvi, po srečanju z Gospodom Jezusom Kristusom. Zato, dragi bratje,